Slovenia are on top of the Eurobasket world, folks. They are now going to be the best team in European basketball for the first time in their history. It was an amazing performance. Thank you so much. It was the best one ever. Yeah, definitely, of course. Unbelievable. Crazy unbelievable. Yeah. Dragic pulls up at the line. Good. It'll calm down the nerves a little bit for Slovenia. Red hot. Jovic drives in, and Marjanovic had the ball but didn't collect it. Now Dragic pushes it quickly and lays it up and in. It's like a bullet from a gun. He was down there. Dragic for three. Good. He's right back. 15 remaining in the first half. This pace is too high scoring for Serbia. Dragic again for three. Good. This guy is a man possessed here tonight. Dragic. Both teams trading blows here. Dragic pulls up at the line. Che spettacolo! Goran Dragic! Žogi, Goran gre za tri, dosega napaka in koš, Gorana Dragića! Juhu! Will you put your hands up? We rally the troops. Put your hand up, please! Živijo, Blaž. Zdravo, Matej, kako? Ja, dobro, mislim, da je skrajni čas, da posnameva novo epizodo najnega podcasta o naših izjemnih veslačih, lokostrelcih, plesalcih, plesalkah, kegljačih, torej tistih športnikih, ki prinašajo slavo Sloveniji, ki skrbijo za to, da je ime Slovenije znano po celem svetu, za razliko od seveda tistih manj znanih športnikov, košarkašev, nogometašev, ki igrajo pred nekaj 5-10 navijači v nekih no-name, neimenovanih, anonimnih klubih, nekih majhnih ligah, ki jih nobene spremlja, ne tako kot seveda vesljače, ki igrajo pred 10, 20, 30 in več tisoč ljudmi, turnirje, ki jih spremljajo milijoni ljudi po vsem svetu. Ja, dobro, si že začel z očmi zvijati, kar pomeni, da sem šalo odpeljal predaleč, ampak ja, Blaž, nisem si mogel pomagati za začetek te nove epizode, da ne bi se obregnil ob tisto izjavo podpredsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Iztoka Čopa, da naši igralci, športniki v tujih klubih ne prinašajo slave Sloveniji, ki je seveda zbudila ogromno zanimanja širom slovenske športne javnosti, širom slovenske javnosti. Seveda upravičeno so se ljudje zgražali nad tem, ampak ravno ta šokantna, sramotna izjava enega izmed najvišjih športnih funkcionarjev v Sloveniji je dala priložnost nam, ki že leta opozarjamo na to, da so naši moštveni športi zapostavljeni, naši ekipni športi zapostavljeni napram individualnim, manj popularnim, manj konkurenčnim, manj gledanim športom. In na dan so prišle neke določene številke, ki seveda nazorno kažejo, kako so recimo Olimpijski komitej, Smučarska zveza, Kajakaška zveza, Planinska zveza, Judo zveza, vse mogoče zveze, ki zastopajo športe, ki so preprosto po vseh objektivnih kriterijih manj popularni, manj gledani, manj konkurenčni, neprimerno manj konkurenčni, kot seveda tisti največji moštveni športi, ki jih ne samo igrajo na 100 000, na milijoni ljudi po celem svetu, s katerimi se ukvarjajo. Ja, na Kitajskem je košarka drugi najbolj popularni rekreativni šport za ping-pongom. Koliko prebivalcev ima Kitajska, Blaž? Precej. Ampak pri nas neki lobiji, o katerih smo midva seveda že veliko govorila v prejšnjih epizodah najnih podcastov, pred Evropskim prvenstvom, med Evropskim prvenstvom, določeni lobiji pri nas, določene interesne skupine, preprosto zaradi varovanja svojih dobro plačanih funkcionarskih stolčkov, podpirajo in lobirajo za te majhne, bolj marginalne, manj konkurenčne športe, ki jih manj ljudi gleda, ki ne zanimajo praktično izven recimo parih srednjeevropskih držav ali pa parih razvitih zahodnih držav, praktično nikogar. Košarka in nogomet igrajo revni, igrajo bogati, zato da smučaš moraš imeti precej cvenka, zato da veslaš tudi, mislim, vse to so športi, ki zahtevajo veliko denarja in naša država jih tudi izdatno podpira. Recimo po določenih podatkih za obdobje od 2005 do 2011 na posameznega veslača država porabi skoraj 1500 evrov.
Za smučarja 600 evrov, kajak in kanu 560 evrov, kolesarstvo 214 evrov, plavanje 201 evrov, lokostrelstvo 110 evrov, strelstvo 96, judo 88, ples 75, mogoče se že počasi sprašujete, kje sta pa košarka, kje pa nogomet, ne, gremo naprej, atletika 68, keglanje 65 evrov, odbojka, pa pridemo do moštvenih športov, ekipnih športov, odbojka, košarka, rokomet, nogomet, povsem pri dnu, najmanj seveda nogomet, košarka 40 evrov. In če to sedaj primerjamo z veslanjem, pri katerem se na člana vloži skoraj 1500 evrov, se moramo vprašati, Blaž, kaj želimo v prihodnosti gledati v Sloveniji? Ali želimo gledati še več Dragičev, Dončićev, Oblakov, Kopitarjev, športnikov, ki navdušujejo mase, ne samo pri nas, ampak po celem svetu? Ali pa želimo gledati še več Iztokov Čopov? No, dobro, res osebno ne bi šel tako zelo daleč. Glede teh zneskov, so to tudi športi, ki ekonomsko niso tako zelo zanimivi strani sponzorjev, tako da me ne preseneča, da se tam vlaga več denarja strani države. Vendar, recimo je moje mnenje, ne, da je vseeno potrebno vložiti več denarja tudi v druge športe oziroma to malo bolj konkurenčno prerazporediti. Kajti dejansko, če pogledava na tej lestvici, nogomet v povprečju dobi vsak član 6 evrov, za 6 evrov ne dobiš niti kopačk. Ko govoriš o konkurenčnosti, se strinjam, seveda nekateri športi se lažje tržijo, lažje dobijo sponzorje. Ravno te, manj popularni, manj zanimivi, manj konkurenčni športi, s katerimi se ukvarja manj ljudi, težje dobijo sponzorje. Ampak potem se je potrebno seveda vprašati, zakaj bi vlagali v športe, ki jih ne gledajo, ki jih ne spremljajo, ki niso konkurenčni, ki ne prinašajo slave Sloveniji po svetu. Če smo povsem iskreni, za recimo takega človeka kot je Čop, je olimpijska medalja nekaj najvišjega, nekaj največjega. Zanje je recimo zlata olimpijska medalja v curlingu neprimerno več vredna kot recimo zlata medalja na Evropskem prvenstvu v košarki. Če pa smo povsem iskreni, preko odmevnosti določenih športnih dogodkov, če gledamo pač objektivno, je seveda recimo za slovensko nogometno reprezentanco dovolj, da se samo uvrsti na evropsko ali pa na svetovno prvenstvo in bo to v svetu neprimerno bolj odmeven dogodek, kot pa zlata medalja v recimo približno 20 zimskih olimpijskih športih, ki, bodimo iskreni, dobro smo videli, kako so izgledale te olimpijske igre. Porazna gledanost po svetu, seveda, da ne govorimo, da že v osnovi jih polovico zemeljske poloble sploh ne zanimajo zimske olimpijske igre, ampak v razvitih državah, konec koncev v državi gostiteljici v Južni Koreji, prazna prizorišča, nikjer nikogar, tudi gledanost dogodkov po televiziji, glede na podatke o tem, kako so bile gledane te zimske olimpijske igre, kako pravzaprav nikogar niso zanimale, še posebej večino, z izjemo parih bolj zanimivih, recimo hokejskega turnirja. Tudi tukaj bi recimo lahko govorili o NHL ligi, ki svojih igralcev ni pustila na olimpijski turnir, vendar da ne bom predolg. Ja, in kot so že dejala, problem je v distribuciji denarja, ampak midva ne govoriva o profesionalnem športu, midva ne govoriva o članskih selekcijah, midva govoriva o mladinskih selekcijah, o mladincih, o vseh teh v bistvu nadebudnežih, ki se še kalijo, ki še v bistvu iščejo svojo pot, ali bodo vseh mlajših selekcijah, pravzaprav. Ali bodo profesionalni športniki ali ne, in v te je treba vlagati. Tukaj se naredi taka glavna razlika potem tudi za člansko reprezentanco. V končni fazi poglejmo sedaj košarko. Zelo malo se je vlagalo v naš mladinski pogon. Kje so mlajše selekcije? Mlajše selekcije kot po tekočem traku izpadajo iz elitnih divizij in vprašanje je, če bomo kdaj še sploh sposobni osvojiti recimo evropski naslov, morda samo medaljo na večjem tekmovanju kot košarkarska reprezentanca z načinom, ki je sedaj. Zelo dvomim v to. Ja, v tem je problem, da recimo v razvoju enega mladega veslača država preko Državne fundacije za šport, že spet je potem vprašanje, kako se ta denar naprej deli, koliko vzemajo funkcionarji v klubih. Že spet, večina športnikov je amaterjev, težko se preživljajo, na drugi strani imamo pa funkcionarje, ki svoje debele riti kar lepo redijo na račun vseh teh fundacij in tega. Nekdanji predsednik fundacije za šport je povedal, da pač ni problem količina denarja, problem je, kako se ta denar deli. Problem je v tem, da je v Sloveniji na stotine različnih društev, ki dobivajo ta denar, nekih čudnih papirnatih institucij, ki prejemajo državni denar in tudi recimo Olimpijski komitej Slovenije, ki od države prejme recimo skoraj 1 milijon evrov za plače svojih 24 zaposlenih, zapravijo še več kot 1 milijon evrov.
Ampak ta denar, ki ga recimo oni razdelijo potem med ogromno zvez, je seveda že spet vprašanje, po kakšnem ključu to oni naprej delijo. In ja, glavni problem v Sloveniji je način, na kateri se deli denar in že spet, ne govoriva o vlaganju v profesionalne klube, ne govoriva, da bi morala država sedaj vlagati v Maribor, v Olimpijo, v naše največje klube. To so klubi, ki se morajo tržiti sami in ki imajo pomoč preko občin. Ampak govoriva o razvoju mladinskih pogojev, mlajših pogonov, o začetnikih. Govoriva o tem, da je potrebno v mlade športnike, če želimo v prihodnosti, zato sem malce provokativno rekel, ali želimo v prihodnosti gledati še kakšnega Dončića, še kakšnega Dragića, Oblaka, Kopitarja, torej športnike, ki dejansko navdušujejo več ljudi kot, ne želim biti tukaj žaljiv do športnikov v individualnih športih, ker vsak športnik mora trdo delati, da pride do vrha. Ampak bodimo iskreni. Ena stvar je, če ti prideš do vrha, če ti dosežeš vrhunec v konkurenci nekaj 10, v konkurenci nekaj 100 tekmovalcev, druga stvar je pa, če dosežeš ta vrhunec v konkurenci ne nekaj 1000, nekaj 10 000, če ne celo nekaj 100 000 ljudi, samo v tvoji generaciji. Ker gre pa za tako masovne športe, da se ti prebiješ do najvišjega nivoja v teh športih. Ja, v končni fazi recimo, da ti postaneš prvi vratar top 4 kluba v španski ligi v nogometu, moraš biti boljši od precejšnjega števila vratarjev, sploh še če pomislimo, da je to tako zelo specifična pozicija, kjer ponavadi imajo vrhunski klubi le enega vrhunskega vratarja, kajti je to taka pozicija, kjer ne rabiš menjati igralcev, kjer so tudi poškodbe redke. Zato morda recimo pri vratarju pride talent še toliko bolj do izraza, kot recimo mogoče v kakšnem individualnem športu, kjer je dejansko konkurenca precej omejena. V končni fazi poglejmo samo smučare, skakalce, tam jih je nekje 15, morda 20, ki so res vrhunski, ki lahko dosežejo vrhunski rezultat, vse ostalo pa je potem vedno približno na enakih daljavah, če lahko temu rečem, približno na enakih mestih. In dejansko ti potrebuješ premagati le 20 vrhunskih športnikov, medtem kot en nogometaš mora za to premagati verjetno tisoče. Mislim, v kakšni konkurenčnosti je pravzaprav čisto nesmiselno. Vsak ve, da je recimo nogomet v primerjavi z skoki neprimerno bolj konkurenčen šport. Skoki se ukvarja 5 držav, 4-5 držav na svetu, pa že spet spoštovanje do vsakega športnika. Zato, da ti uspe, da prideš, moraš delati trdo, moraš garati. Veliko je tudi odrekanja in vseh ostalih. To je v vseh športih. Ampak talent, to, kar si omenil, zato, da si ti najboljši v tako masovnem športu, moraš biti preprosto boljši športnik. Ne znam drugače povedati, da si ti najboljši, recimo, da samo da se prebiješ v NBA ligo, 450 igralcev na svetu lahko igra v najboljši skupaj s tistimi two-way contracts, mogoče tam okoli 500, ampak dobro, če si na tej. Ja, pa še precej jih lahko odšteješ takih, ki dobivajo bolj kot ne drobtinice. Tako je in samo da se ti prebiješ med teh 450 v konkurenci 100 000 že spet, ki igrajo košarko po celem svetu. Ja, mogoče bi Blaž to temo, preden greva seveda na tiste športnike, ki ne prinašajo slave Sloveniji, zaključil s tem. 2 leti nazaj je bila za najbolj perspektivno nadarjeno mlado športnice Slovenije izbrana neka plezalka, izjemno nadarjena plezalka, Janja Garnbret. Bojda je Jordan plezanja v svoji kategoriji. Ja, in v bistvu ni treba se ne šalijo, nisem z nobenim sarkazmom, sem začutil malo sarkazma. Ne, ni bilo nobenega sarkazma. Potem se motim, ampak ja, ker dejansko pravijo, mislim, v svojem športu, v svoji kategoriji, znotraj svojega športa je res izjemno nadarjena. Ampak mi imamo tudi Luko Dončića, človeka, ki je najboljši mladi košarkaš na svetu, najboljši 18 let, bil je najboljši 17-letnik, bil je najboljši 16-letnik na svetu. In ja, pogledal sem recimo na zadnji tekmi, na zadnjem svetovnem prvenstvu, koliko tekmovalcev je bilo recimo v tej kategoriji, ko je Garnbret osvojila svetovni naslov. In že parkrat se to omenil, pa že spet ne želim, da bi tako kot Šop recimo izpadel, da zaničujem nekatere druge dosežke. Ampak kar želim narediti, ali pa druge športnike, ali pa druge športe, ne, sva povedala že večkrat in zaradi tega želim že spet to poudariti, da ne bo kdo mislil, da želim žaliti ali zaničevati ali pa omalaževati dosežkov drugih. Ampak to, kar pa želim narediti in
To, kar je problem pri nas in to, o čemer bo zagotovo v prihodnosti še precej več govorila, da je treba imeti neke standarde in neka merila. Nek košarkaš ni isto kot nek plesalec in pri nas dobi zveza, plesalna zveza na posameznega člana recimo več denarja kot hokejska zveza. In to preprosto ne more biti isto, če nekdo v bolj konkurenčne, bolj masivne, bolj zanimive športu, od katerega ima naša država več koristi. In oprostite, gospod Čop, ampak od vas naša država nima niti približno take koristi kot od enega Gorana Dragića in vi bi lahko vašo kariero še 100 let in osvajali medalje na olimpijskih igrah še 100 let in ne bi to utehtalo ene zlate medalje na Evropskem prvenstvu in odmevnosti te zlate medalje. Vsak ima dostop do spleta, lahko vidi, kako odmeven dogodek v največjih športnih medijih, v Ameriki, v Južni Ameriki, celo v afriških medijih, v južnoafriških medijih, recimo je bil prispevek na televiziji o Evropskem košarkarskem prvenstvu in o Goranu Dragiću. Prepričan sem, da v nobenem afriškem, južnoameriškem, azijskem mediju Čop ni bil še nikoli omenjen. Ali pa katerikoli drug naš individualni dobitnik medalje na olimpijskih igrah, z izjemo morda kakšnega atleta, že spet, tudi na olimpijskih igrah so bolj in manj gledani športi. Hokej je tisto največ na zimskih olimpijskih igrah, najbolj gledani dogodek na zimskih olimpijskih igrah. Košarka je najbolj gledani dogodek na poletnih olimpijskih igrah. Finale moškega olimpijskega turnirja je najbolj gledani dogodek na olimpijskih igrah vsako leto. Zdaj, če gledamo samo posamezno disciplino, je to tek na 100 metrov. Ampak tek na 100 metrov je del pač celotnega dneva in če gledamo samo gledanost posameznega dogodka, je košarka daleč pred vsemi. Tudi na olimpijskih igrah so moštveni športi tisti, ki pritegnejo največ gledalcev in seveda se igrajo v dvoranah. Nekateri drugi športi se igrajo pred 10 ali pa odvijajo pred 10 ljudmi, ali pa če smo gledali zdaj v Južni Koreji pred 3 ljudmi, pa od tega so vsi 3 trenerji. No ja, pa mogoče še kakšna mama, kakšen starš ali kaj takega. Skratka, neka merila, neki standardi, naša država preferira vlaganje v neke individualne, manj pomembne športe, ki ne bojo nikoli v Sloveniji povzročili take euforije, takega zadovoljstva in v tujini take prepoznavnosti Slovenije kot seveda moštveni športi, ekipni športi, kot nogomet, kot košarka, kot tudi hokej, kot tudi rokomet. Ko gledamo našo nogometno reprezentanco, našo košarkarsko reprezentanco, našo rokometno ali hokejsko reprezentanco, ko spremljamo ekipne športe, vedno uporabimo, če smo seveda navijač posameznega kluba ali reprezentance, rečemo, mi smo dali gol, mi smo povedli, mi zaostajamo, zmagali smo, zgubili smo, katastrofa, kako igramo slabo, kako dobro igramo. Vedno govorimo v prvi osebi množine. Ko govorimo o individualnih športih, še noben ni rekel, kako dobro smo skočili, kako dobro smo ustrelili, kako dobro smo odlaufali, ali pa le to, kako dobro smo odveslali skupaj. Nekaj, odveslali smo, mater, kako smo odveslali. Nikoli ne govoriš, individualni športi so uspeh športnika, kolektivni športi so uspeh vseh nas. Preprosto, to je ta človeška filozofija in mislim, da gre to zelo globoko v našo zgodovino, ker ravno ekipni športi so tisti nadomestek oziroma približek tistih starodavnih bitk, ko sta se dve pač vojski srečala oboroženi z bejzbolskimi kiji, no ja, ne z bejzbolskimi kiji, ne s čeladami, ščitniki in vsem mogočim, ampak z meči in vsem mogočim železjem. Ekipni športi so danes najboljši približek tega. Nekateri ekipni športi, kot je rugby, kot je ameriški nogomet, celo direktni približek tega. Ampak ja, in individualni športi to preprosto niso in nimajo takega efekta na ljudi, nimajo takega vpliva. Zaradi tega, če ne bomo spremenili naše finančne politike, našega sistema razdeljevanja finančnih sredstev namenjenih športu, potem v prihodnosti lahko z gotovostjo trdimo, da ne bomo nikoli več doživeli takega uspeha, kot je bil lanskoletni naslov evropskih prvakov v košarki, največjega z naskokom največjega uspeha v zgodovini slovenskega športa, uspeha, ki mu seveda noben individualni uspeh ne more niti blizu priti, ki mu vsi gledajo v hrbet. Ja, točno tako in še enkrat bi rad poudaril, da midva govoriva o vlaganju v mlade športnike, v razvoj mladih športnikov, ne govoriva o članskih selekcijah, ne govoriva o članih v individualnih športih, govoriva za mlade, za otroke in v njih je treba vlagati in dejansko, tako kot si rekel, treba se bo na koncu odločiti, kaj bo naša prioriteta in treba je najti formulo, kako pametno distribuirati ta denar, da bodo dejansko vsi mladi športniki ali individualni ali v
moštvenih športih dobili tisto, kar jim pripada, da bo njihov razvoj lahko čim bolj nemoten in upamo, da na koncu bomo imeli vrhunske tako individualne kot tudi ekipne športnike. Ja, strinjam se. V osnovi si vsi zaslužijo več denarja, ampak če bomo še naprej vlagali tako, kot vlagamo, potem v prihodnosti ne bomo nikoli več imeli Dragićev, Dončićev, Oblakov, Kopitarjev, ampak bomo imeli samo Čope. To je pa seveda vprašanje za širšo slovensko javnost. Koga želite gledati? Kaj želite več gledati? Koga želite čez 10 ali 15 let gledati, spremljati na vaših televizijskih zaslonih? Čope ali Dragiće, ali Dončiće, ali Kopitarje, ali Oblake? Tako in mislim, da je skrajni čas, da na tej točki zaključiva. O tem bova sigurno spregovorila še v kakšnem izmed kasnejših podcastov, kajti to je težava, ki verjetno ne bo kar tako odšla. Sedaj pa res dobro, da nekoliko spregovoriva o teh neslavnih slovenskih športnikih. Glede na to, da sva bila v tem uvodu tako zelo dolga, bova v današnjem podcastu spregovorila samo o Goranu Dragiću in Luki Dončiću, katera imata sezone podobne, kot sva midva tudi že na začetku napovedala. Goran Dragić, Luka Dončić, s katerim bi ti začel? Ja, začneva z neslavnim Dragićem in neslavnim Miamijem. No, pa začniva potem z Miamijem, kot si dejal. Ja, od takrat, ko sva se nazadnje videla, se je zgodila ena izmed teh večjih stvari. Stvar, ki sva jo midva napovedovala že pred začetkom sezone, in to je, da je Goran Dragić konkuriral za All-Star ekipo, na koncu tudi prišel na tekmo vseh zvezd. In to je verjetno tudi glavna stvar pri Miamiju, ki jo je vredno omeniti, kajti njihova igra še vedno je tam, kjer je bila Glavna takrat. stvar pri Miamiju za nas je to, da je Goran postal All-Star. Ja, roko na srce, igra je še vedno enaka, kot je bila takrat, ko sva govorila o njem, še vedno nihajo. Morda edino omeniva še, da se je vrnil njihov preroški sin, Dwayne Wade se je vrnil nazaj v gnezdo. Izgubljeni sin, tako. Midva bo pa seveda več energije zapravljala za Gorana Dragića in pač zgodovinski nastop Slovenca na All-Star tekmi. Ja, zabavno je to, da recimo na družbenih omrežjih iz Floride, iz Miamija, seveda vsi na veliko slavijo prihod Wadea, medtem ko recimo na slovenskih družbenih omrežjih in slovenskih recimo različnih forumih pa vsi obžalujejo prihod Wadea, ker seveda je to pomenilo, da se bo Goranova vloga zopet spremenila in ja, dejansko se tudi je. Ampak ja, želel si dokončati svojo misel, prost. Ja, ko že ravno omenjaš, lahko tudi nekaj omenijo o tej relaciji Wade Dragić, kako se bo zdaj ponovno spremenila vloga Dragića, kot si tudi že sam omenjal. In lahko tudi nekoliko pogledava naprej, kakšne so dejansko možnosti Miamija. Nekaj malega tekem je še do konca. Miami si je končnico verjetno, da bo zagotovil, razen če bo na koncu na teh zadnjih tekmah prišlo do popolnega razpada sistema, to da na to je vprašanje, kaj se bo dogajalo v končnici, in morda lahko besedo ali dve spregovoriva ravno o tem, kakšne so sploh možnosti Miamija. In ja, o možnostih Miamija bo seveda spregovorila nekaj besed, ampak omenil si recimo Goranov premierni All-Star nastop, ki sva ga midva napovedala že na začetku sezone, namreč povsem jasno je bilo, da je Goran na Eurobasketu bil v življenjski formi. Goran Dragić na letošnjem Eurobasketu je bil najboljši Goran Dragić v karieri. Celo boljši je bil tistega Gorana Dragića recimo v sezoni 13-14, ko je postal All-NBA. In ja, boljši je bil tudi od tega Gorana Dragića, ki ga v Miamiju spremljamo to sezono, ampak seveda tukaj je zato vprašanje, koliko na Goranovo igro v letošnji sezoni vpliva drugačna vloga, spremenjena vloga v ekipi. Imajo namreč veliko število zunanjih igralcev, ki si morajo deliti žogo. Zdaj, lahko je pa seveda tudi posledica izjemno dolge sezone, namreč, če gledamo od začetka septembra, je na Eurobasketu odigral 9 tekem, če ne štejemo seveda prijateljskih tekem, in potem mislim, da zdaj v sezoni 62, če se ne motim, se pravi že preko več kot 70 tekem je že odigral. In seveda ni več najmlajši. Goran bo letos 32 let dopolnil, zaradi tega jaz ne vem, kdaj se začne, recimo, kdaj se bo začel paditi. Regeneracija recimo je seveda že pri njemu teža, seveda potrebuje več časa, več fizičnih priprav, da se pripravi na tekmo kot prej, ampak jaz kakšnega paca v njegovi eksplozivnosti, hitrosti ne opažam še. Opažam to, da ga recimo včasih zmanjka v zadnji četrtini, odvisno od tega, kako igra, predvsem zaradi tega, ker Miami je obrambna ekipa, kjer je najprej obramba in šele potem napad, in tudi to je recimo ena stvar, ki seveda vpliva na statistiko igralca oziroma na njegovo vlogo. Namreč,
kar velja izpostaviti in zaradi česar si Goran res zasluži čestitke za letošnjo sezono oziroma za letošnji All-Star nastop, je namreč to, da vsi vemo, da je on recimo najboljši ravno v tranziciji, v hitri igri, v hitri pace and space igri, kjer imaš prostor, kjer si obkrožen s strelci in imaš prostor za prodore, oziroma ne rabiš preigrati 2 ali 3 igralcev v prodoru, ampak samo enega ali kvečem 2, kar recimo Goranu ne predstavlja toliko težav, kot pa mu jih seveda, če se celotna obramba zgosti v raketi. In Goran v Miamiju pogosto oziroma skoraj vedno igra proti tej zgoščeni obrambi v raketi, ker igrajo na postavljeno obrambo. In vse ekipe vedo, kako oziroma kaj morajo najprej zaustaviti, če zaustavljajo Dragića, to so njegovi prodori, ne samo njegovi, celotna igra Miamija tudi bazira, oziroma eden izmed elementov je ta njihov drive and kick igra. Čeprav so letos, recimo lansko leto so bili dosti bolj odvisni od tega, letos imajo pa veliko predaj žoge, hand-off action, ko center predaja na bloku na nailu, torej na vrhu rakete, predaja žogo ali pa na vrhu trojke predaja žogo in potem po tej predaji igralec prodira in seveda išče, ali v prodoru išče strelce na zunanjih položajih, ali morda odigra pick and roll z tem centrom, ki mu je predal žogo. Hand-off podaje oziroma predaje žoge so letos tam 60%, 65-70% Miamije igre, saj po občutku, zelo težko je seveda tako oceniti, ampak ja, to je velik del njihove igre in vprašanje je seveda, koliko tudi ta sistem, stil igre vpliva na Goranovo statistiko, ker ta je v letošnji sezoni, roko na srce, slabša kot lansko leto in recimo tudi to seveda daje še dodatno vrednost njegovemu nastopu na All-Star, ker namreč Miami je ena izmed najpočasnejših ekip v ligi in to je tisto, kar sem omenil. V Phoenix Sunsih je on postal All-NBA igralec, torej eden izmed 6 najboljših branilcev v ligi. All-NBA je mimogrede še precej teže dosegljiv dosežek, manj All-NBA igralcev je, nagrada se podeljuje šele po koncu sezone, kot pa All-Star. Recimo Chris Bosh je tak primer igralca, ki je bil 11-krat v karieri All-Star, ampak samo enkrat All-NBA. Isto kot Goran, tako da je izjemno teže dosegljiv uspeh, ampak on je to dosegel recimo v izjemno hitri, v eni izmed najhitrejših ekip lige. Letos je All-Star postal v eni od najpočasnejših ekip lige. In to je tisto, zaradi česar si res zasluži skrajne čestitke, ampak ja, če bi igral v drugačni ekipi, v eni hitrejši ekipi, v zahodni pace and space ekipi, kjer bi bil obkrožen strelci, kjer bi imel recimo dobrega roll centra, ne pa Hasana, recimo, ki je zelo enodimenzionalen v pick and rollu, vse, kar lahko pospravi v koš, so lobi oziroma alley-oopi, ki se jih pa konec koncev, ko obramba ve, da je to edina podaja, ki jo pričakuješ, jo tudi lažje prepreči. Tako da Goran ima vse prej kot idealno ekipo. Pravzaprav, če bi sestavljali, če bi ga želeli umestiti v neko idealno ekipo za njegov stil igre in mu dati idealnega trenerja za njegov stil igre, to ne bi bil Spoelstra in to ne bi bil Miami. To je jasno, vendar uspelo mu je postati All-Star v tem moštvu in zato si vsekakor zasluži vse čestitke. Sedaj je v karieri pravzaprav, vsaj ko govorimo o individualnih NBA nagradah, je pravzaprav dosegel vse. Ko ravno govoriš o teh individualnih dosežkih, All-NBA, All-Star, MVP Evropskega prvenstva je uspelo samo največjim legendam evropske košarke, Tony Parker, Pau Gasol, Dirk Nowitzki in pa Peja Stojaković. In Goran Dragić. In seveda na koncu Goran Dragić. Tudi če gledamo samo, kateri igralci so recimo postali All-NBA, torej bili uvrščeni v eno od idealnih peterke NBA lige in tudi All-Star igralec, torej tisti dve najbolj cenjeni individualni priznani v NBA ligi. Če gledamo samo, kateri evropski igralci so to postali, že spet dobimo res tisto peščico najboljših, največjih evropskih legend. Ja, morda malce na pamet, ampak Dragić, Antetokounmpo, oba Gasola, Parker, Nowitzki, Stojaković, ja, in mislim, da še Detlef Schrempf. Mislim, da je pravzaprav, več ali manj, da so to vsi igralci iz Evrope, ki jim je uspelo v karieri postati All-NBA in All-Star igralec. Torej, Goran je pravzaprav sedaj dosegel vse. Seveda, fino bi bilo, če bi v karieri še kdaj osvojil še kakšno priznanje, postal še kdaj All-NBA igralec, postal še kdaj All-Star igralec. Ampak tukaj pa zdaj tisto vprašanje, ki so ga pa že prej nakazala. Ja, starost, ne. Koliko sezon ima še Goran Dragić v sebi? Koliko recimo je letošnja statistika tudi posledica, da morda sam že ve, da nima več toliko energije v sebi, da bi lahko igral na enak način in da je morda že sedaj začel nekoliko prilagajati. Ko smo nekoliko gledali njegovo statistiko, ima letos precej več
meto s pol razdalje napram prejšnjim sezonom in pa nekoliko manj prodira kot prejšnje sezone. Tako da morda je že začel nekoliko prilagajati igro na recimo temu starejša leta, ko se veliko teh vrhunskih košarkarjev, če želijo ostati konkurenčni na to, nekoliko prilagodi na nove fizične sposobnosti oziroma omejitve. Tako da morda je tudi tukaj lahko razlog za nekoliko slabšo statistiko Gorana, poleg že dveh omenjenih. Ampak ja, dejansko tudi mene zanima, koliko sezon ima dejansko še v sebi, kajti kot je omenil že v enem izmed intervjujev pred Eurobasketom, je dejal, da njegovo telo potrebuje zjutraj kar nekaj časa, da se sploh zbudi, da potrebuje narediti prav posebne vaje, da ogreje telo, da bolečine niso tako zelo prisotne v sklepih. Tako da bo zanimivo videti, ne vem, ugibava mogoče, koliko let še ima v sebi. Ja, no, to so zelo nehvaležna ugibanja. Recimo njegov mentor Steve Nash je tam v zgodnjih 30-ih užival največje uspehe v svoji karieri. In Goranova igra seveda ni ista kot igra Nasha. Goran je predvsej bolj agresiven v prodorih, predvsej več udarcev, čeprav no ja, Nash je bil tudi znan po tem, da je kar nekaj udarcev prejel in je tudi imel podobno hokejsko obarvan obraz kot Goran po mnogih tekmah. Ampak ja, mislim, zdaj ugibati o tem je zelo nehvaležno. Pravzaprav naslednja sezona bo največ povedala. Letos poleti ne bo imel reprezentančnih obveznosti, lahko se bo dobro pripravil na naslednjo sezono in naslednja sezona bo na nek način tudi pogodbena. Sicer ima pogodbo z Miamijem podpisano še za 2 leti, vendar tista zadnja sezona je player option in ponavadi igralci, če imajo to možnost, seveda po 4. letu prekinejo pogodbo, ne izkoristijo player optiona, ampak prekinejo tisti player option in podpišejo novo dolgoročno 4 ali 5 letno pogodbo, ki je seveda v skupni vrednosti prekaša tisto zadnjo sezono, ker tisto zadnjo sezono, 5. leto, bi Goran zaslužil skoraj 20 milijonov. Zaradi tega bo naslednja sezona njegova pogodbena sezona in ja, ne vem, vprašanje je, midva nisva recimo velika navijača Miamija, niti ljubitelja Miamija in njihove igre, ampak sva pa navijača Gorana, zaradi tega seveda spremljamo v Sloveniji redno Miami in ja, jaz bi Gorana zelo rad videl enkrat v karieri igrati kot recimo prvega playa ene hitre pace and space ekipe, kvalitetne pace and space ekipe, recimo ne Sansi 13-14, ko je bil pravzaprav obkrožen z epizodnimi igralci in je samo za voljo iz svoje izjemne igre nekako privlekel tisto ekipo do 48 zmag. Tisto sezono recimo 48 zmag je bilo dovolj za 3. mesto na vzhodu. Tudi letos recimo dosti manj zmag ne bo potrebnih za recimo prva 4 mesta glede na sedanje razmere na lestvici, ampak ja, to so zelo težka ugibanja, morda Blaž to prihranijo za kdaj drugič, kot sem dejal. Naslednja sezona bo največ povedala, ko se bo Goran pripravil, kako bo naslednjo sezono igral. Ja, se pravi, to prihranijo za konec prihodnje sezone, pomeni, da bo tudi podcast če snemala toliko časa. Ja, no ja, vsekakor upajmo. Ampak par besed še o Miamiju, ko si že sam na začetku povedal o njihovih možnostih v letošnji sezoni, njihovi igri v letošnji sezoni, igri, ki se je spremenila, ki se spreminja že skoraj celotno sezono. To je morda tisto. Poskušali so igrati malce hitreje na začetku, izgubljali ogromno število žog in so zato prešli na precej počasnejšo igro, potem so bili nekaj časa, oziroma večji del sezone, 80% sezone, celo najpočasnejše moštvo v celotni ligi. Dejansko so vse napade igrali na postavljeno obrambo in izjemno mehno število protinapadov, skoraj da nič tranzicijske igre, v kateri je Dragić in seveda tudi nekateri njegovi soigralci ravno najboljši. Ampak to je igra, ki jo Miami preprosto ne igra. Igra specifično igro na postavljeno obrambo in zdaj v zadnjem času pa že spet poskušajo hitreje igrati. Nekako 2-3 tekme po prihodu Wade so se odločili, da bodo malce pospešili igro. Tako da zdaj zadnjih 6 tekem so pa že spet med 10 najhitrejšimi in med 10 najbolj uspešnimi napadalnimi moštvi, vsaj po številu točk, ki jih dosegajo na tekmo, medtem kot skoraj da celotno sezono so bili povsem pri repu pri moštvih po številu doseženih točk na tekmo. Ja, in če se morda dotakneva, v končnici po vsej verjetnosti bojo, kot sva že omenila na začetku, bi mogli priti do kardinalnega razpada sistema. Kakšne recimo ti vidiš možnosti za končnico? Sam osebno mislim, da bo za drugi krog končnice zelo, zelo težko, kajti po vsej verjetnosti bodo tam na 7. 8. mestu, pričakala jih bosta Toronto, Boston. In osebno, glede na to, kako sedaj igrajo, ne vidi možnosti, da bi lahko preskočili tako Boston kot tudi Toronto.
Seveda, če bosta te dve ekipi na nivoju. Ja, Boston so letos že 2-krat premagali, če se ne motim, in obakrat precej gladko. In recimo druga zmaga celo brez Gorana in brez nekaj ključnih igralcev. Tako da Boston jim zgleda leži in mislim, da tudi nekje z polstra ima Brada Stevensa, ki je zame med 3 najboljšimi trenerji v ligi in boljši trener v ligi in kot navijač Gorana Dragića bi zelo rad videl, recimo, če bi Goran takrat, ko je odšel v Miami, namesto Miami, recimo zahteval menjav v Boston in če bi odšel v Boston, in v Bostonu sem skoraj da prepričan, da bi bil že 2-krat All-Star. Preprosto zaradi tega, ker Brad Stevens zna bolje prilagoditi igro svojemu najboljšemu igralcu. Se mi zdi, da napadalnega organizatorja, takega organizatorja kot je Goran, zna bolje uporabiti oziroma vplesti v njegov koncept igre. Medtem ko mislim, da se ne bo prej izgubila in ponavljala, ampak Miami ima veliko zunanjih igralcev, ki so jim dali visoke pogodbe, ki so vsi sedaj pod pogodbami še 3 ali 4 leta, ampak vseh teh igralcev si pa ne bodo mogli privoščiti, da bi jih zadržali, zaradi tega, ker imajo tudi pogodbe, ki se dvignejo, kot recimo Tyler Johnson. In to je tisti problem. Miami mora upravičiti vse te pogodbe in zaradi tega tudi verjetno delijo žogo na tak način, kot jo, zaradi tega toliko vpletajo in ni neke recimo hierarhije v ekipi, ki je bila prisotna lansko sezono ali pa ki jo ponovadi vidimo, ker so vloge jasno določene in razdeljene. Ja, in jasno je tudi, da se je vloga Gorana spremenila sedaj, ko je prišel Wade. Recimo, samo poglej zaključke tekme, kdo drži žoga v rokah. Že prej ni veliko držal Goran, to je treba priznati, ampak sedaj, ko je prišel Wade, je žoga praktično zalepljena v njegove roke, ko se tekme zaključujejo in večinoma tudi tekme na koncu rešuje za to ISO igro, se pravi individualno igro, ki pa je roko na srce večkrat neuspešna kot uspešna. Wade nažalost ni več to, kar je bil recimo še 5 let nazaj. Ja, ali pa 2 leti nazaj, ko je igral končnico, ko sta skupaj z Goranom pač igrala končnico, takrat prvi krog Charlotte, drugi krog Toronto, 7 tekem in pravzaprav recimo tisto sezono bi verjetno, če ne bi se jim oba centra, takrat so ostali brez Bosha, vemo, ampak ostali so tudi brez Whitesida, potem v polfinalu vzhodne konference in to je bilo verjetno tisto, kar je pretehtalo na koncu in zaradi česar so tudi izgubili, ker niso imeli zadnjo tekmo, 7. tekmo je recimo Winslow začel na položaju centra, 201 ali 202 cm ima. Tako da takrat sta v končnici relativno dobro igrala skupaj. Ampak tako kot si omenil, ta Wade ni isti Wade in ta Wade je recimo precej slabši, ampak njegov stil igre se ni pa povsem nič spremenil. Tako kot si omenil, izolacija in meti s pol razdalje je v bistvu način, na katerega Miami rešuje večino oziroma skoraj da vse, izključno na tak način rešuje situacije v zaključku tekem in to preprosto ni recept za uspeh. Tudi številke to potrjujejo. En zmagovani met je zadev Wade, ampak vrgel jih je mislim, da že 5 ali 6 in na koncu jih bo verjetno vrgel 15, tako recimo, dvomim, da bo še enega letos zadev ali morda še enega, ampak vrgel jih bo pa na koncu 20-30 in 20, toliko tekem ni še do konca. Če bi bilo 30 tekem do konca in če bi bilo 30 izenačenih tekem, potem bi jih vrgel 30. Namreč recimo usage rate v zadnji četrtini, ko govoriš o tej drastični razliki v zadnji četrtini, to najbolje kaže usage rate, ki je recimo v zadnji četrtini Goranu po prihodu Wadea padel za skoraj da 10%. Iz približno 24 mu je padel na približno 15% porabljenih akcij v napadu in to je seveda drastična razlika v primerjavi, ker tudi prej ni imel Goran izključno žoge na koncu. Res je, žoge so si delili, včasih je imel Goran, včasih ne, ker tudi ta usage rate potrjuje. Prej je v zadnjih četrtinah bil med 3 igralci, ki so imeli največji usage rate. Sedaj je padel samo v zadnjih četrtinah na 9. mesto med vsemi igralci Miamija. Če je tvoj najboljši igralec v zadnjih četrtinah tako izoliran, tako neuporabljen, neizkoriščen, potem preprosto ne verjamem v uspeh take ekipe, ampak kot si dejal, v končnico bodo prišli. Ti si rekel, Boston in Toronto nepremagljiva, jaz mislim, da recimo Boston je premagljiv. Ampak že spet vse bo odvisno od tega, kako se bo moštvo v vseh teh spremembah, o katerih so že govorila, v stilu igre Miamija v letošnji iz recimo hitre igre na počasno igro, na hitro igro, na to vplivajo recimo roko na srce tudi poškodbe. Tudi letos, tako kot lansko sezono, je Miami imel ogromno težav s poškodbami nosilcev.
In preprosto konstantno se menjajo prve peterke. Vsako drugo tekmo dejansko. Miami je moštvo, ki je letos zamenjalo največje število prvih peterk. Je tudi drugo moštvo po številu zamujenih oziroma izpuščenih minut njihovih igralcev za voljo poškodb. Tako da Miami je po vseh objektivnih merilih zopet med najbolj poškodovanimi moštvi v ligi in tudi to je recimo delno vpliva. Že spet, na statistiko posameznih igralcev, na vlogo posameznih igralcev. In res se, skoraj da je težko ocenjevati, ker preprosto ob vseh teh spremembah in tudi nihanjih, ne samo nihanjih v igri Gorana Dragića, ki sem spraševala, seveda nihanjih v igri Miamija, tudi o tem sva govorila. Tudi oni znajo recimo premagati najboljše moštvo, znajo premagati recimo Toronto, ki je premagal Houston, najboljše moštvo Zahoda, zdaj 2-3 dni nazaj, v recimo temu derbiju najboljših moštv vzhodne in zahodne konference, znajo premagati Toronto, znajo premagati Boston, ampak znajo pa izgubiti tudi proti najslabšemu moštvu vzhoda in najslabšemu moštvu zahoda. Izgubili so proti Orlandu, ko je bil Orlando najslabši na vzhodu, izgubili so proti Sacramentu, ko je bil Sacramento najslabši na zahodu. Ja, in ravno zaradi teh nihanj je verjetno bolj težko napovedati kaj več. Sam osebno mislim, da Boston in Toronto bosta težko premagljiva, ampak spet, to je neka stvar, ki je v NBA-ju že stara znanka in to je, da ko se začne končnica, se sezona začne na novo. V končnici so se dogajala presenečenja, večinoma ekipe dvignejo svoj nivo, predvsem obramba se dvigne in recimo tukaj je nekaj, pri čemer Miami blesti. Miami je že sedaj zelo dobro obrambno moštvo in v končnici, če še nekoliko dvignejo ta nivo, ki je že sedaj zelo visok, lahko povzročili veliko sivih las marsikateri na papirju boljši ekipi, tako da bomo videli, vsekakor pa, če se Miamiju ne uspe prebiti v drugi krog končnice, bo to zelo hud udarec za Rileyja, kajti ob tako zelo dragi ekipi, da ne vidiš niti drugega kroga končnice, mislim, da je to precejšen neuspeh. Miami je letos 4. najdražje moštvo lige. Govorimo o vseh pogodbah, seveda, v NBA ligi imaš cap in potem dovoljene prekoračitve tega capa, ker gre za tako imenovani mehak soft cap, ki za razliko od recimo NHL-a, ki ima hard cap, kjer ne moreš v nobenem primeru prekoračiti tega capa. To v NBA ligi lahko narediš pod določenimi pogoji in zaradi tega recimo lahko prekoračijo in ne bodo plačali tako visokega davka na luksus kot morda neka druga ekipa. Ampak če gledamo samo po vsoti vseh sklenjenih pogodb, skupni vsoti vseh sklenjenih pogodb, so letos 4. najdražje moštvo lige, naslednjo sezono pa po že sklenjenih pogodbah. Recimo Houston, ko bo podpisal novo pogodbo s Chrisom Paulom, bo prišel pred Miami. Ampak v tem trenutku je z vsemi podpisanimi pogodbi Miami za naslednjo sezono na prvem mestu. In tudi na koncu, ko bodo podpisali vse pogodbe ostala moštva, bo 3. ali 4., že spet morda v najslabšem primeru 5. po skupni vsoti sklenjenih pogodb vseh igralcev. In izpad v prvem krogu bi za tako moštvo bil, ne bom rekel katastrofa, ampak bi bil razočaranje, bi bil manj od začrtanih ciljev na začetku sezone in bi pomenil, po mojem mnenju, konkretno rekonstrukcijo moštva. Tako, konkretno rekonstrukcijo oziroma prenovitev moštva, ker preprosto tako dragega moštva nima smisla zadržati skupaj, če ne konkurirajo recimo vsaj za vrh oziroma za finale konference. In za konec, če govoriva recimo o potencialnih parih na vzhodu, na vzhodu in na zahodu v obeh konferencah so moštva tako skupaj recimo tam na vzhodu od 3. do 8. mesta moštva ločijo le 3 zmage, praktično 3 zmage oziroma 3 porazi. Situacija je tako zapletena, moštva so tako skupaj, da kakšne napovedi o potencialnih parih je zelo težko delati. Vse, kar je jasno, je, da bosta Toronto in Boston na prvih 2 mestih, čeprav Boston ima velike težave v zadnjem tednu s poškodbami, vedno več igralcev tudi pri njih poškodovanih in tudi oni igrajo v zadnjem obdobju, že pred temi poškodbami, precej slabše, ampak 7 zmag prednosti imajo, do konca je pa 15 tekem recimo približno in to pomeni, da bi res morali imeti katastrofalen zaključek sezone, ampak ob takem zaključku sezone potem seveda, tudi če bi ostali na 2. mesto ali pa padli na 3. mesto, ne bi bili favoriti v prvem krogu in Boston se meni zdi premagljiv, tako bom rekel. Vsaj v tem trenutku Boston se mi zdi premagljiv, Toronto se mi ne zdi, Cleveland s playoff LeBronom. Playoff LeBron je še vedno z naskokom najboljši igralec NBA lige, vsaj lanski playoff LeBron,
ko je prestopil v tisto višjo predstavil, v tisto višjo predstavo, 2 predstavi više, če smo realni, smo videli, da gre še vedno, kot če so bile recimo v rednem delu lanske sezone še debate, ali je LeBron še najboljši igralec lige ali ne. Potem v končnici ni pustil nobenega dvoma več, z naskokom najboljši igralec lige je bil v celotni končnici in če bo LeBron že spet to storil v letošnji sezoni, zdaj tudi pri njemu lahko začnemo isto debato kot pri Goranu. Star, on je pa še 1,5 leta, 2 leti starejši in že spet fizična prodorna igra, ampak gre za frika, ki je unikum tudi med profesionalnimi športniki in verjetno pound for pound top 3 atlet na svetu, govorimo o vseh atletih na svetu, vseh športnikih na svetu, mislim, če bi dal LeBrona, rokomet igrati, misliš, koliko mesecev bi potreboval, da bi postal najboljši igralec rokometa na svetu? 14 dni. Ja, 1 mesec. Dobro, šalo na stran. Tako da s takim playoff LeBronom je seveda tudi Cleveland nepremagljiv. Ampak od teh 3 moštev, recimo, ampak Cleveland tudi pada na lestvici. Tudi Cleveland sedaj po tistem začetnem boostu in teh prenovi celotne ekipe na polovici sezone so začeli dobro, nanizali 3 ali 4 zmage, potem pa sedaj 6-6. V naslednjih pa seveda več porazov kot zmag in 6 porazov in 6 zmag od takrat, ko so začeli igrati vsi ti novi igralci redno v rotaciji. Tako da, ja, tudi Cleveland to ne, ampak že spet, playoff LeBron je le playoff LeBron, zato težko je delati napovedi. Predvsem to je edino, kar lahko rečemo. Naslednjo epizodo bo malce bolj podrobno spregovorila o zahodni konferenci, moštvih zahoda. Ja, zahodna konferenca, kjer je situacija podobna kot na vzhodu, prve 2 moštvi z naskokom pred vsemi ostalimi, nato pa od 3. pa vse do 10. mesta so ekipe v vsega 4 zmagah. Tam se lahko zgodi še marsikaj in zanimivo, da je na tistem 10. mestu San Antonio, ki je v zadnjem času precej padel, enostavno imajo krizo v igri, nekoliko seveda tudi poškodbe Kawaja Leonarda, praktično že celotno sezono ni. Tako da je tudi tukaj še vse možno, sam osebno, če sem nekoliko zloben, tudi Oklahoma še ne vidim ravno v končnici, glede na njihove začetne porodne težave, ko so sestavili to njihovo veliko trojko. Se še z nas zgodi, da bojo padali, ampak to je samo nekoliko zlobni jezik z moje strani. Ampak dejansko, če pogledamo od teh moštev od 3 do 10, Portland igra najbolje. Oni so verjetno v končnici, razen če tako kot pri kateri drugi ekipi pride do nekega kardinalnega razpada sistema. Vse ostalo pa mislim, da je še odprto. Verjamem tudi, da se bodo Spursi do konca sezone še dvignili. Spursi so tisto moštvo, ki je v bistvu ima najdaljši niz uvrstitev v končnico, zaporedni niz. Tako da dvomim, da bodo letos izpadli. To je divji zahod. Na zahodu se lahko zgodi marsikaj. Ja, ampak ne bo več veliko govorilo o zahodni konferenci, več o tem v naslednjem podcastu. Preveč neznank, da bi zdaj še govorila. Točno tako. Zato predlagam, da se lotiva ene druge, bolj zabavne teme, vsaj za Slovence, našega bisera Luke Dončića, ki nadaljuje zelo dobre igre v Euroligi. Sicer je v zadnjem obdobju nekoliko padal, vendar mislim, da je vse skupaj tudi nekoliko posledica utrujenosti. Je le odigral že 9 tekem Eurobasketa, potem še naporna sezona in predvsem se mu utrujenost pozna na metu za 3 točke, ki je v zadnjem času precej slab, bom rekel, ampak še vedno na vsaki tekmi najdeš nekaj njegovih teh potez, kako bi rekel, ki jih ustvarjajo geniji, ki se jih ne da naučiti, ki so posledica čistega instinkta, čistega talenta. Tako da pričakuješ, da bo MVP Eurolige, tako kot sva napovedovala že pred začetkom sezone? Ja, tako kot pri Goranu, recimo tisti podcast, ko so ga posnela, kjer so dala naslov iz zgodovinskega poletja v zgodovinsko sezono, so dejala, ja, Goran bo kandidiral za nastop na All-Star tekmovanju v letošnji sezoni, Luka pa za naziv MVP-ja Eurolige in tudi španskega prvenstva in oboje, oziroma vse troje se je uresničilo. Luka, ja, dejansko v španskem prvenstvu in v Euroligi kandidira za naslov, za naziv MVP-ja oziroma najbolj koristnega igralca. Zdaj morda preden bi jaz spregovoril o možnostih, da na koncu tudi osvoji ta naziv, se malo dotakne te utrujenosti, o kateri si govoril, ker pravzaprav lahko in pri Goranu in pri Luki obeh govoriva, recimo letos
oziroma se sprašujejo o tem, ker sta bila pač tista dva igralca, ki sta na Eurobasketu nosila daleč največje breme, ker je Luka tudi med pripravami, recimo, ko se spomniš, ko je Goran, recimo, se precej bolj hranil in ko sva midva govorila in mirila, da se Goran verjetno hrani na teh tekmah in da bomo na Eurobasketu gledali povsem drugačnega Gorana Dragića. Luka je pa že tiste tekme precej na polno igral in smo videli, seveda, dominiral, bil daleč najboljši slovenski igralec na pripravah. In potem seveda podobno igral tudi naprej na Eurobasketu in potem takoj, manj kot teden dni po zadnji tekmi po finalu Eurobasketa, kjer si je, če se spomniš, zvil gleženj, je on že igral potem prvo tekmo v španskem prvenstvu in seveda brez te pauze, ki jo pa recimo je Goran imel, čeprav seveda potem NBA ritem, ko se pa začne, je pa še hujši kot sedanji ritem v Evropi in ja, ta ritem, ki so ga pri Goranu že omenjala in seveda pri Luki pa zaradi njegove mladosti, če govorimo pri Goranu o tem vprašanju, koliko recimo se njegova starost že pozna, ali igra že določeno vlogo pri teh nihanjih, pa pri Lukatu ravno obratno lahko govorijo, koliko se njegova mladost in glede na to, da tako zahtevne sezone še ni igral, pravzaprav noben najstnik v zgodovini košarke na obeh straneh Atlantika, v recimo na drugi strani v AAU in NCAA ligah, teh mladinskih in študentskih ligah, ali pa na naši strani v seveda evropskih državnih prvenstvih, nikoli ni še noben najstnik tako velikega bremena nosil v tako dobri ekipi. Govorimo o vseh legendah, tudi iz preteklosti, od Dražena Kukoča, svetovnih legendah. Tako velike minutaže, ker seveda je treba tudi eno stvar vedeti. Sedaj se igra predvsej več košarke, kot se je recimo igralo v 80-ih, 90-ih ali tudi na začetku 2000-ih. Luka bo na koncu sezone odigral več kot 80 tekem. No ja, morda sedaj odvisno od tega, koliko bo zaradi te trenutne poškodbe, ki verjetno je ravno posledica te utrujenosti, na katero se ves čas navezujeva, vsaj deloma posledica, ker namreč zadnjih tednih, mesecih pred to poškodbo se je videl občuten, opazen padec forme na parketu, občutno počasnejši, manj eksploziven je deloval, manj skokov si je recimo nabral, ta njegov motor, recimo skoki v obrambi, potem hiter prehod v napad, coast to coast, manj smo videli tega, preprosto ni več prihajal do skoka na tak način kot prej. In tudi v protinapadih ni bil več tako hiter, opazno. In ta opazen padec forme je lahko napove kakšno poškodbo preprosto zaradi tega, ker ko je športnik bolj utrujen, je tudi manj pozoren, recimo na take stvari hitreje. Mislim, ni treba zdaj filozofirati, ni zdaj treba na široko razglabati, da seveda bolj, ko si utrujen, lažje pride do poškodbe in zaradi tega ima to morda lahko neko povezavo tukaj, ampak ja, Luka bo na koncu odigral skorajda 80 tekem v sezoni, kar je v bistvu polna NBA sezona in toliko tekem včasih v 80-ih, 90-ih, začetku 2000-ih v Evropi niso odigrali. Zaradi tega, ko govorimo o tem bremenu, ki ga nosi, toliko minut v tako dobrem moštvu, v taki konkurenci, na takem nivoju, ni odigral še noben najstnik v zgodovini košarke. In zaradi tega je seveda ta padec bil pričakovan in upamo lahko samo, da bo čim krajši. Recimo tudi lansko sezono je prišlo do tega padca, pa je Luka takrat nosil pol manjše breme, igral precej manj časa, takrat je bil recimo še vedno Jul v moštvu in tudi to je vplivalo na večjo vlogo, na večjo Lukovo vlogo letos. In ja, vprašanje je, kako bo zdaj zaključil sezone in kako bo recimo to poškodbo sedaj izkoristil za regeneracijo. Po poročanju novinarjev oziroma zanesljivih virov ne bi šlo za poškodbo zadnje stegenske mišice. Zdaj, če gre za nek lažji nateg, potem to ne bi smelo nič vplivati na, ko se zadeva pozdravi, na nadaljevanje njegove sezone in ja, seveda v tem lahko pa zdaj samo ugibamo, ker če se vrne na tisto formo iz začetka sezone, potem se vrne na formo, ki jo praktično v Euroligi, ja, morda 1, 2, 3 igralci do sedaj v zgodovini so igrali del sezone na tem nivoju in Luka je bil pred to poškodbo tudi na dobri poti, da postavi nov rekord v skupnem statističnem indeksu. Torej sezono konča z najvišjim skupnim statističnim indeksom. Zdaj po tej poškodbi in seveda izpuščenih tekmah se to morda ne bo zgodilo, ampak ko ravno omenjaš dominanten začetek sezone Luke Dončića, sva
nekoliko pred tem podcastom pogledala napredne skupne statistične indekse BPM, RPM, PER, PIR. O tem, če vas več zanima, si lahko tudi nekoliko pogooglate. Skratka, gre za napredne metode ocenjevanja, kako dobro igra igralec tako v napadu kot v obrambi, in Luka Dončić ima indekse po vseh teh 4 kategorijah še vedno daleč najviše pred vsemi ostalimi evropskimi košarkarji, in to samo kaže, za kakšnega igralca gre in kako zelo pomemben je tudi ta igralec za Real, kajti ko imaš igralca, ki je v bistvu najboljši v vseh teh statističnih kategorijah, naprednih statističnih kategorijah, in ga imaš v svojem moštvu, si dejansko igre brez njega ne moreš niti predstavljati. Tako da Luka bo zelo pomemben za Real tudi v zaključku sezone, tudi če se uvrstijo na finalni turnir četverice v Euroligi, in potem bo na tistih tekmah moral pokazati to, kar kaže sedaj, ampak recimo, če se spomnimo lansko sezono, ga je ravno takrat potem zmanjkalo. Ne? Sedaj bomo videli, kaj bo letošnjo sezono. Ne? Ja, ta premor zaradi te poškodbe mu na koncu lahko morda pride celo prav, morda si bo znova nabral moči za zaključek sezone in odigral tako, kot je igral, recimo tam nekje do konca decembra, tudi v januarju je imel še nekaj dobrih tekem, tudi v februarju recimo, vendar seveda takrat vedno bolj so bile te tekme, vedno bolj narazen, če tako rečem. Recimo na začetku sezone je praktično vsako tekmo dominiral in tudi dominiral na različnih pozicijah. To je tisti razlog, zaradi katerega recimo ga tako visoko umeščajo na vseh teh projekcijah naslednjega drafta, tudi njegova sposobnost igranja na različnih zunanjih položajih. Zdaj, vsi vemo, da je Luka daleč najboljši žogo v rokah, žogo v posesti, če organizira napad, če postavlja napad, če igra pick and roll, če je obkrožen strelci, on je preprosto pick and roll genij. Zame je v tem trenutku on dejansko najboljši pick and roll podajalec v Evropi, in če bodo v NBA ligi gradili igro okoli njega, ga postavili v moštvo, recimo, kjer bo obkrožen s 3 strelci in enim dobrim roll centrom, pick and roll centrom, kjer bo lahko iz vrha trojke organiziral napad, imel popoln pregled nad igro, potem jaz skoraj da ne dvomim v to, da bo postal zvezda in da bo postal recimo eden najboljših igralcev v NBA ligi. Vendar mislim, da je nujno eden izmed pogojev ta, da bo igral z žogo v svoji posesti, da bo organizator, da bo playmaker. Ni nujno, da igra enko, da igra point guarda. Lahko igra na trojki point forwarda, tako kot LeBron, samo da ima zraven sebe recimo na enki nekega kvalitetnega point guarda, ki lahko seveda pokrije enke, prenese žogo občasno in zadane kakšno trojko. Če se postavi, če Luka organizira napad, da se lahko postavi recimo v kot in iz kota zadane trojko. To je zelo pomembno in seveda Facundo Campazzo, igralec, s katerim Luka veliko igra letos, in kar se vam videl pa že spet na začetku sezone, sva že opozarjala na malega Argentinca, ki je recimo poleti z argentinsko reprezentanco bil uvrščen celo v idealno peterko tistega turnira. Gre za kvalitetnega igralca, vendar gre za neprimerno slabšega igralca, kot je Luka, ki bo naslednjo sezono verjetno igral kot menjava za Jula, ko se Jul vrne po poškodbi. Letošnjo sezono pa začenja v prvi peterki, Luka pa ali začenja zraven njega na trojki ali ga občasno zamenja. To je še stvar, ki sem se želel recimo dotakniti. Tudi ta spreminjajoča vloga. Ko sem omenjal, recimo, to je ta prednost, ki jo seveda generalni direktorji NBA moštev vidijo pri njemu, da ga lahko dajo na različne zunanje pozicije in je lahko na različnih pozicijah koristen. Vendar na nek način ravno zaradi te svoje sposobnosti letos pogosto igra v vlogi, ki mu recimo tudi njemu v Realu ne ustreza najbolj. Predvsem recimo v zadnjem obdobju, ko je padla učinkovitost njegovega meta za 3 točke, je seveda precej manj uporaben pri recimo širjenju prostora, če stoji v kotu ali pa stoji na položaju 2 na krilu, in Campazzo organizira, ker seveda dosti teh povratnih podaj ne izkoristi na tak način kot na začetku sezone. Če pa bi igral žogo in organiziral napade, bi pa lažje prihajal do tistih priložnosti s pol razdalje, priložnosti v prodoru ali pa podajal. In tudi to se recimo pozna na njegovi statistiki. Campazzo ni igralec, ki bi blagodejno vplival na njegovo statistiko. Luka ima zaradi Campazza slabšo statistiko, ne obratno. Oziroma mora igrati v vlogi, ki mu ne ustreza najbolj. Če bi pa igral v vlogi, ki bi mu bolj ustrezala, pa bi verjetno imel tudi nekaj boljšo statistiko, že spet podobno kot lahko rečemo za Gorana.
Zdaj, glede na to, da ima Luka že sedaj zgodovinsko dobro statistiko in vodi pravzaprav v točkovanju za evroligaškega MVP-ja, tudi v španskem prvenstvu je med 5 najboljšimi po teh skupnih indeksih in ima dobre možnosti, da na koncu osvoji MVP, ampak ta utrujenost, ki smo jo omenjala, seveda ne vemo zdaj, kako se bo Luka vrnil po tej poškodbi, v kakšni formi se bo vrnil, ali bo ujel zopet formo iz začetka sezone, ne iz začetka sezone, v bistvu formo iz večjega dela sezone. V tem zadnjem mesecu je bil ta padec, ki smo ga omenjala, res očiten, opazen, konkreten. Predtem so recimo z manjšimi, res minorna njihova. Jaz sem bil naravno šokiran, kako konstanten je bil pravzaprav na začetku sezone v vseh prvenstvih in nezaustavljiv. In glede na to, da ja, seveda, fizično deluje slabše, je povsem jasno, kje lahko iščemo vzroke za to slabšo igro in vprašanje je seveda, ali zna to vplivati tudi kaj na njegovo draft pozicijo. Morda Blaž rečeva še kakšno besedo ali dve o prihajajočem draftu naboru, kjer ima pa Luka seveda poleg tega zgodovinskega MVP naziva v Euroligi in španskem prvenstvu priložnost tudi za zgodovinski prvi izbor na draftu, ne sicer za evropskega igralca, ampak za evropskega zunanjega igralca. Namreč še nikoli ni bil noben zunanji igralec iz Evrope izbran kot prvi in do zunanjih igralcev v NBA ligi še vedno vladajo precejšnji predsodki, ki jih je tudi Goran deležen in to vidimo skoraj da vsako tekmo, glede na porazno, katastrofalno in ja, na trenutke celo sramotno sojenje, ki ga je občasno deležen Goran, ampak ja, ne bova zdaj te načela, v tej temi so tudi že veliko povedala, ampak ja, morda tudi v Evropi, recimo sem bil letos parkrat presenečen, da Luko ne ščitijo tako, kot bi ga morda lahko ščitili, glede na to, za kakšnega zvezdnika v teh evropskih okvirjih že gre. Ampak če se vrnem na draft in to povežem s temi že omenjenimi MVP oziroma njegovo igro, Luka je pravzaprav, mislim, da v tem trenutku skoraj da nedvomno bo izbran med prvimi 3. Jaz bi celo šel tako daleč, bi rekel, da bo med prvima 2 izboroma, ali bo prvi ali drugi. Vsaj osebno mislim, da bo ali prvi ali drugi izbor na naboru. Pa prej bi rekel, da drugi kot prvi. Ja, trenutno mu največjo konkurenco predstavlja DeAndre Ayton, center, ki igra v Arizoni, na univerzi v Arizoni. Najboljši igralec letošnje NCAA lige. Nekaj časa je ta naziv pripadal Treju Youngu, organizatorju, za katerega pravijo, da ima potencial, da postane tako dober kot Curry, ali nekateri trdijo, da je celo lahko boljši kot Curry. Ampak Trej Young je v zadnjem času precej padel v svoji igri. Njegov padec je bil še bolj drastičen kot padec Luke, recimo v Evropi, in je zaradi tega tudi padel precej na teh različnih projekcijah, ker je bil nekaj časa celo takoj za Aytonom in Dončićem. Na večini teh največjih, najbolj relevantnih projekcij je Luka na prvem ali na drugem mestu, v zadnjem času na večini, sedaj recimo na ESPN-ovi padal na drugo mesto, na Sports Illustrated projekciji na drugo mesto, na parih tistih bolj relevantnih sedaj na drugem mestu, ampak ja, na večini največjih, najbolj pomembnih je na prvem ali drugem mestu. Ampak to, kar sva tudi že omenila v tem podcastu, tudi že pri Goranu, zunanji igralci iz Evrope so še vedno malce podcenjeni v NBA ligi. Če nisi strašen atlet, te težko izberejo zelo visoko na draftu. Zdaj, Luka je pokazal tako neverjeten razvoj, tako neverjetne igre pri tako mladih letih, da so spregledali recimo ta njegov malce recimo temu malce slabše atletske sposobnosti, čeprav že spet sedaj se je začelo prav pretiravati. In to je prav ena stvar, ki jo opažam na družbenih omrežjih, na Twitterju, na recimo Redditu, ki je največji spletni forum za košarko s preko milijonom aktivnih uporabnikov, kjer recimo seveda veliko pišejo tudi o Luki. In se recimo sedaj že pretirava o tem, nekateri poskušajo ga predstaviti kot pravzaprav slabega, podpovprečnega atleta, počasnega. Luka ni nič od tega. Luka je nadpovprečen atlet. Zagotovo tudi recimo testiranja, podatki o tistih atletskih testiranjih, ki jih je opravil na neki znanstveni inštituciji, športno-znanstveni inštituciji v Združenih državah Amerike, kažejo na to, da je njegov razvoj, njegov atletski razvoj povsem v mejah sprejemljivega oziroma v mejah pričakovanega za NBA atlete, ne za povprečne atlete. NBA atleti so pa najvišja stopnja atleta, ki jo lahko dosežeš. Tako da Luka ni slab atlet.
Ampak seveda v primerjavi z temi friki, ki prihajajo, kot je DeAndre Ayton, 214, 215 visok center, ki se lahko giba tako kot branilec pravzaprav, ali pa recimo ostali igralci, večinoma visoki igralci, izjemno atletski, izjemno visoki, z ekstremno višino igralci, bodo letos visoko kotirali na naboru. Poleg Aytona je še nekaj takih in pa recimo Porter, ki se sedaj vrača po poškodbi, ki pa že spet atletski frik, ki lahko praktično, vsaj v srednji šoli je že recimo zakrožil en posnetek, ko je praktično zabil iz črte prostih metov na tekmi. Ampak seveda te igralci, ti njihovi največji talenti igrajo proti srednješolcem, igrajo proti igralcem, ki ne bodo nikoli dosegali nivoja igralcem, proti katerim igra Luka. In vsi seveda to razumejo, skauti, da je nivo konkurence, v kateri igra Luka, neprimerno višji in ga zaradi tega uvrščajo tako visoko, ampak še vedno obstajajo ti dvomi zaradi tega, ker ni eliten atlet. Luka je dober atlet, ni pa eliten atlet. Vsi ostali, ki kotirajo za top 5, top 6, top 7 na draftu, morda celo najboljših 10 na draftu, so elitni atleti. Lahko dobesedno, če temu tako rečem, skočijo iz telovadnice, skočijo iz dvorane in zaradi tega okoli Luke ostajajo še neki določeni dvomi, ampak v današnji dobi je seveda kar nekaj igralcev, ki so največji zvezdniki, pa niso elitni atleti, Steph Curry, James Harden, tudi ni eliten atlet. James Harden je en igralec, ki Luka me v določenih pogledih spominja na Hardena. Eden izmed ključnih faktorjev za njegov uspeh v NBA ligi bo tudi ta, ali mu bo uspelo osebne napake izsiljevati na isti način v NBA ligi kot v Evropi. To pa je veliko vprašanje, ker je seveda sojenje v NBA ligi tudi pod velikim vplivom zvezdniških imen in če bo Luka v NBA ligi deležen istega sojenja kot Goran, potem se zelo bojim za Luko, ker resnično čudno je, čudno je, kako lahko igralcev, ki prodira tako kot Goran, ki je recimo med drugimi, tretjimi, konstantno, vsa leta v karieri, recimo med 5 najbolj prodornimi igralci lige, vendar pa ima manj prostih metov kot ostalih 20 ali 25 igralcev, ki je po številu prodorov za njim. In seveda manj prostih metov kot vsi, ki so pred njim. To so, take številke, ko vidiš, koliko prodira, kako agresivno igra, kako malo prostih metov dobi, je seveda vprašanje, ki si ga moramo zastaviti tudi, kako bodo sodniki tretirali Luko. Ja, in bo seveda na Luki, da prisili sodnike, da mu bodo piskali osebne napake. Sam se popolno strinjam s tabo, ampak hkrati pa tudi razumem generalne direktorje lige NBA, zakaj preferirajo te elitne atlete, kajti to je ena izmed stvari, ki so ti položene v zibko, če lahko uporabim tak malo lepši izraz, tehniko lahko igralca naučiš, lahko ga naučiš lepega izmeta, lahko ga naučiš podajati. Elitnih atletskih sposobnosti pa ne moreš naučiti igralca. Lahko nekaj s treningi dodaš, ampak naučiti pa tega ne moreš. In ravno zaradi tega je liga bila več časa podvržena temu, tudi kot si dejal, niso elitni atleti, pa so superzvezdniki lige NBA. In jaz ne dvomim, da Luka s svojim načinom igre, s svojim pregledom nad igro, svojimi individualnimi sposobnostmi, ki so že sedaj vrhunske, bo temu še nekaj dodal in verjamem, da v roku 5 let, da bomo govorili o slovenskem superzvezdniku v ligi NBA. Ja, ki mu je bilo, ko govoriš o stvareh, ki so položene v zibko, ki so prirojene, Luki pa je, govoriš o atletskih sposobnostih, Luki je prirojena košarka, je bila košarka položena v zibko, takega pregleda, kot ga ima Luka, ga ne moreš naučiti. Poleg tega, ko govorimo o atletiki, mislim, da velja omeniti, da je Luka izjemno močan že sedaj za svojo starost in ena izmed stvari, ki pa se da precej izboljšati, je ravno ta moč. Jaz mislim, da, kot sem že dejal, zato, da bo Luka postal superzvezdnik, je potrebno par stvari. To, da bo imel žogo v rokah, da bo organiziral, da bo izboljšal še moč. Harden ni super eksploziven, ampak je izjemno močan. Harden je kot tank v prodorih. On stegne roke, njemu ne moreš izbiti žoge. Vse, kar lahko narediš, je, da ga rahlo po žogi udariš ali po roki. Doskrat mu seveda piskajo osebne tudi po žogi, ampak on ima specifično tehniko in je izjemno močan. In Luka bo moral biti izjemno močan in tako kot Harden moral bo imeti učinkoviti step back. Imel ga je na začetku sezone v karieri, že pokazal, da ima lahko zelo učinkovit step back, učinkovito step back trojko, ker če bo vedno obstala nevarnost, da zadane step back trojko, bo imel tudi v prodoru več časa. Te 3 stvari so najbolj pomembne.
In mislim, da kakršnikoli dvomi ali pa vprašanja o atletiki in vse tem, če bodo te trije pogoji izpolnjeni, bo Luka super zvezda, ne glede na to, če ni najbolj eksploziven, če nima najhitrejšega prvega koraka, če ni najboljši v obrambi, tudi tukaj bo lahko recimo precej nadomestil z skokom v obrambi, kjer je pa že spet odličen. Mislim, da sva zajela čisto vse, kar sva si zadala za ta podcast, mogoče celo še sva povedala preveč, kot sva mislila. Si prepričan, jaz gledam sedaj na en seznam tem topik, ki so jih želela obdelati, sicer rekla sva reprezentanca, ampak to bova naslednjič prehranila za naslednji podcast, tudi malce podrobnejši pregled vzhodne in zahodne konference. Več bova povedala o Houstonu, Golden Stateu, Torontu na vzhodu, naslednjič njihovih možnostih, tudi Clevelandu seveda. In pa seveda kmalu bova tudi kakšno nogometno epizodo posnela, ki sva jo obljubljala, ki sva jo napovedovala že na začetku, kot sem dejal, časa je zmanjkalo, ampak upava, da od sedaj naprej in ob tej priložnosti seveda lahko se zahvaliva tudi za vsa povpraševanja, prijazne besede, ki ste nama jih pošiljali v tem vmesnem času. Tako da upam, da čakanje ni bilo za manj, ta epizoda bila zanimiva in vredna poslušanja. Morda, Blaž, če lahko omeniš še tiste formalne stvari. Ja, prosila bi vas, če lahko všečkate ta video na YouTubu, če poslušate preko YouTuba in se pač naročite na najin kanal. To je vse zaradi rangiranja tega podcasta, da več ljudi lahko sliši, kar sva imela zapovedati. Upava, da sva bila dovolj zanimiva, da bi ljudje želeli sploh to slišati. Ja, dobro vprašanje. In pa seveda tudi obiščite naju na Facebook strani NBA Slovenija, vedno nove objave glede lige NBA. Tudi kakšni statistični bombončki, ki jih sami poiščemo, poleg tistih lepih akcij iz posameznih večerov. Bi še ti kaj dodal? Ja, mislim, da si več ali manj vse povedal. Jaz bi dodal samo še, se vidimo čez kakšen teden. Adijo. Will you put your hands up? You rally the troops. Put your head up.